Jo, folk, Murostar vrečo klele, nahajam se v zakotni šumi nekje na Gorenjskem, ki je tudi eden izmed trening poligonov slovenske freeride elite. Danes nisem kle, da vozil, danes sem kle zato, da predstavim na zasliševalnici enega modela, ki je za moje pojme neuradni lastnik slovenske freeride scene. Dame in gospodje, to je... Jaka Hartman. Jacob, živijo. Živijo. Daj mi povej, glej, to, da poseduješ, bom rekel, kar tak zloben skill, je že splošno znano dejstvo. Ampak dajmo midva iti od začetka lepo, ne? Predstav se publiki, kdo si in od kje prihajaš. Živijo, Jaka oziroma Jakob Hartman iz Škofje Loke na Gorenjskem. Koliko si star? 21. 21 let? Ne se ti jeba, res, sem mislil, da si več. Tvoja najljubša hrana? Lazanja. Tako kot makaron flash samo na stropih. A ima Kanada dobro lazanjo? Ne, nimajo sploh dobre hrane. Najljubša glasba? Stoner metal. Zelo dobro, povej mi za punce, kaj si po horoskopu? Kozorog. Koliko cajta furaš? 20, se pravi 9-10 let. Svaka čas. In kjer napredek v 10 letih? Modeli, sanje so dovoljenje. Ne? Tako. Številka čevljev, hlač in majic, ker dale potem na intervjuju te bojo sponzorji zasuli. 42 čevlji, 32 hlače, large majice. Maneken. Ok, gangster, zdaj pa tako. Gremo na resne zadeve. Jaz sem na usposabljanju za turno-kolesarskega voznika imel priložnost pobolje spoznati tvojo mamo živo. Pa fotra valjda. Krasna modela. Ne pa povej, kakšen vpliv sta ona dva imela na tvoje mountainbike začetke. Ja, v bistvu mi smo dosti kolesarili skupaj, se pravi, ne vem, pa smo šli v Livigno, pa so oni šli neki enduro brcat, jaz sem imel pa karto za bike park in pol sem pa čez cel dan bike park vozil, pa smo se pa na kosilo dobili, pa naslednji dan isto. Tako da kar v redu se je šlo. Kar mountainbike familija, če rečemo tako. Dost. Hudo. Ja. Ker sva lihle pri starših, mami živa, Ja. mi je takrat na tej šoli rekla, da si ti že od majhnega sanja došel v Kanado. Ne New York, un beton gledat, ne kakšen Bali, ne Maldive, ampak Kanada. Ja. Kaj te je toliko pritegnilo tam? New World Disorder. Itak smo New World Disorder gledali, vsi smo rasli gor in pač nekako gledaš to in se vse tam dogaja in pol pač rečeš, da tam se vse dogaja in da tja greš, ker pač kle se ne. Oziroma kle počas se. Kle se počasi odvija. Počasi, ja. Tako, 10 let, 15 smo še zadnji. Pot v Kanado. Koliko denarja si imel, ko šel tja? Ne 3 ure, 2-3 ure. In kaj je prva stvar, ki si naredil, ko si prišel v Kanado? Prišel me je iskat en dedek, za katerega sem na couchsurfingu 3 dni prej najdel. Do 3 dni prej sploh nisem vedel, kje bom spal, in sem spalko vzel. In pol sem bil pri njemu in sem kolo sestavil in pol sem celo zimo bolkane gnil pa čakal na pomlad. Koliko težko se je bilo pa v bistvu odcepiti od mamine dojke, zapustiti ta podom Slovenije? Ja, ni bilo toliko težko, no, sem bil kar navdušen, je bila kar motivacija. Zelo dobro, to mi je všeč, si kar hraber model. Koliko težko se je bilo pa tam zdaj klimatizirati, se pravi najdeč jih, nakonektati s folkom, nekako postaviti temelje za življenje, koliko en let si tam živel, ne, naprej? 2,5. 2,5. Ja. Okay, Malo je trajalo, ampak itak polke enkrat najdeš ljudi, pač se hitro odpre ta družba in vse to. Ful so prijazni, ful so vsi sprejmejo, pač pomagajo, tako da ni bilo toliko težko. Ampak najtežji del vsega tega je pa kaj? Nazaj priti. Povej mi še tole, lej, tam se mečeš kar huge stvari, te star. Tako, in tudi prostora za napake, ki iščeš te svoje meje, je kar malo, ne? Ja. In daj mi povej, kako imaš tam urejeno zavarovanje? Imam korist, ampak to mi ne korist prav veliko, ker itak bi mogel vse sam plačati. Je pa v bistvu od zelo dobrega prijatelja, mami ta glavna medicinska sestra, tako da, ko si ramo spahneš, pokličeš njo, pa rečeš, jo, kaj zdaj pa naj naredim. Ali pa, ko te črna vdova na kurac spič, pač pokličeš njo in jo vprašaš, kaj pol narediš. Se pravi, living on the edge, a? Ja, res je. Ej, a pa kaj, da si kaj hujš padel ali kva, se ti je kaj hujšega naredil do zdaj? Da bi bilo kaj hujšega, sem enkrat na trampolinih po zim ramo spahnil, pa pač to, da me je pajk pičil. Ampak to je pa tudi to. Čak, prav res te je pajk pičil. Ja, na sekretu me je črna vdova pičila na penis. Punce zavidajo črni vdovi. Bajki, model, vmes si imel eno kono. Imel sem kone od začetka, sem na konah začel. Imel si Slayerja, Rocky Mountain, shut the fuck up. Imel sem Rocky Slayerja, to je bilo res. To je bil v bistvu kolo, s katerim sem se naučil. Zelo dobro in spremljali smo ta napredek, hudo je bilo. Ampak, da mi pa povej to, ti si imel eno kono, a je bila to slučajno Degija? Ja,
Ja. Prav Egi ti je prodal kono. Mislim, ni mi je prodal, Egi jo je dal Bradu, Brad je model, ki rihta bike ranch in Brad je ni vozil, ker je imel eno drugo in pač jaz nisem imel freeride bicikla in je rekel, da je to furi in sem pojasno celo sezono vozil. A pa Egi ve za to? Je vedel, zaradi tega, ker jaz sem to, ker sem na šiht hodil, sem na parkirišču, zvel sem jaz to na ograjo parklenil in enkrat pridem nazaj in komplet wheelseti čist novi in meni ni bilo nič jasen in pol dobi message od Egija, da kao, tam sem videl kolo, pa sem ti dal ta nove wheelsete gor, zato so bili unistočeni. Tako da ja. Kjer fucking kralj. Boss. To pa je boss move model. A je on res good guy, tako? Je. Celo koliko na kameri, tako je to tudi res je. Vse so zelo vsi. S kom najraje furaš tam? Lokalsu je kar na par hudoje, ker te lokalsi so tako si malo presekani in se pač mečejo take stvari, ki se jih ne bi metal. Drugač pa kar je pa sproji furat, so pa ne vem, Stimberga nam je hudo voziti, Casey Brown vaja, to je fino se zadnji pelat. Pa ne vem, pa z Riderjem, ki ima pač tisti compound in je noro. To so že kar imena model, stari. Ti si že kar tamle trkaš na površje, smetane, freeride. Bliz. Svaka čast model. To pa je hudo. Tvoj najljubši place za furat v Kanadi? Najljubši place, Kamloops, najljubši trail Narcroft. Ok, in zdaj, če pride mladi nadobudni freerider, kot je na primer Jan Prše v Kanado, iskalec jedra freerida, kam ga boš poslal? V Kamloops pa povsod naokrog. In kaj je tvoj idealen teren? Vse, teren, lokacije, pač trailov, vsega možnega, res. Popeleš se, ne vem, peleš se tam po cesti in gledaš, tam je en jump iz, ne vem, Disorder šterke, tam je en jump iz Seasonsov, tam le gor so Rome snemali, pač vse je tam na kupu. A se kdaj daš se en challenge, le model unje tako furus, ta road gap je še zdaj huge as fuck, moram ga. Ja, tako je bil Jaw Drop. Prav Jaw Drops, valjda si, ja. To je bilo pač čudno, to je toliko ikonična zadeva, da to je treba pofurati, sicer nisem celega skočil, ker pač, da celega skočiš, moraš biti tudi fuknen, ker to je res 20 metrov v kamnolom dol, tako da že jaz sem se komi ustavil, pa sem se s četrtine dol zapeljal tam prekraj, ampak to je bila ena unih stvari, ki rečeš, ok, to je pa toliko pomembna stvar, da pač to je treba pofurati. Tudi če se zlomiš? Tudi če se zlomiš. Zlomil sem v bistvu drevo na koncu, ko sem vanga zaletel. 1-0 za Jakea. Kakšna podlaga mora biti, da ti res rečeš? Strmo, pa lus, pa hiter. Zakaj? Pa morajo biti. Kdaj greš na Rampage? 2.23, to sem se pa zadnjič, ko smo gledali finale, odločil. Da bo šel na Rampage 2.23? Če bo vse prav letos na Proving Ground, se pa Rampage 2.23. Če ti kdo klej drži pesti, sem to jaz. In če vi ne držite pesti za tega modela, sram vas bodi! Ta star, zdaj pa ne vem, kako to poteka. Ampak, če greš na Rampage, ti zbereš shaping crew. Ja. Kakšne možnosti, da mu vzameš? Čez pripravljen teden v Kamen Garet model. Ok. Garet sem pripravljen. Ker sem že mislil, da bi naredil video, koliko sem jaz pripravljen enemu od prvo pomagati. In bi bil pripravljen tam. To je, bomo zrihtali. Ja? Bomo zrihtali. No, evo, držimo pesti, da ga spravimo na 2.23. Kaj je tvoj najljubši trik? Front flip, čeprav sem ga sam trikrat sfural. Kaj je pa zdaj kakšen trik, ki bi se ga res srečo nadrkal, oziroma je tvoj meniju za naprej? Flip Superman. Flip fucking Superman. Tako lepo mi izgleda, da to je pa treba. To je pa treba. To je pa obvezno. Kjer trik ti res najbolj gre od vseh, ki jih imaš na repertuarju? Kakšni Superman je? Ali pa Suino Henry? Povej mi, najboljša izkušnja v Kanadi, pa najslabša izkušnja v Kanadi? Najboljša izkušnja v Kanadi bi jaz rekel, da je bil to 2017 Crankworks, ki mi je ratal na Whip-offe pridati. To je bilo kar mind-blowing, v bistvu sem mislil, da sploh nam prišel, sem 4-krat skočil jump v kvalifikacijah, še nikoli prej in sem ga razen enič zmeraj zapel. In pol naslednji dan v McDonald'su jaz gledam in dobim mail, kao, daj še 1 uro imaš, da prideš po štartno številko. In jaz samo, fuck, je to res, kaj? In pa sem pač tja prišel in je bilo res noro. Najslabša stvar, ki se mi je pa zgodila... Pomisel. Razmišljam. A so te Evropali? Posilili? Nisem Evropal, avto mi je crknil. To je najslabša stvar od celega tripa, odkar si bil v Kanadi. Ker ni bil sam avto, ki je bil pick-up truck, v katerem sem živel in je imel, čustveno sem bil z njemu povezan, ime mu je bilo lampi, poj pa ena oseba se peljala z reduktorjem, 80 po avtocesti in je zaribala mašina. In je bil strošek najbrž tak, da se ga ni splačalo popraviti? Ja, glede na to, da sem živel v njemu mašino menjati na parkirišču, je bolj težko. True story. Sad story. Če jaz prav sem sledil tem zaporedju tvojim dogodkom v življenju,
Si ti odbil na Keširu nomada Santa Cruza, ga imel nekaj cajta in pol je pa prišel fucking norkodil. Ja. In si mogel prodati Santa Cruza. V bistvu je bila ful zanimiva. Jaz sem Santa Cruza zlomil v lipu, v kompresiji. Poletel je 8 metrov po zraku, tako, brez kolesa. In pristal na landingu in sem se okrog obrnil in sem šel po kolo in kolo je bil v 2 delih tam na tleh. Ful sem imel srečo in sem dobil še isti dan, so mi noga poslali. In en teden zatem se je pa cel norkodil zgodil, tako da sem v bistvu dal noge štel na Santa Cruza, gor vrgel igla in vse te fancy stvari in ga prodal. Noro, da mi pa povej, koliko hudo je, kad dobiš en tak support. Odprem tisto škatlo, pa pogledam, pa je noter 2019 kolo, pa ga sploh še ni cenika na internetu, pa pokličem nazaj, pa ali to je moja, kva? In v bistvu najprej sploh nisem upal bilance rezati, ker je bila 83 gor. Pa smo pa 14 dni kasneje posneli video, pa prav unija, sej, to je zdaj tvoje, to kar obdrž. Pa samo, okej. Se da navadati na to, ne? Ja, Da mi pa povej, se pravi, cvenka najbrž še ni, ne? Ne, stroški so plačani, štartnine so plačane, pa take stvari, uno bo pa pol za Rampage. Ta star, to so lepi plani, ne? Kdaj bo downhill na tvojem meniju še? A downhill bicikl? Ga ne rabiš, kot core freerider. Tako. Pride naslednji let en sneak peek, delamo en alumini freeride bicikl, 180, Empire se vrača, tako da... Ne se zajebavati. Ja. Hud news za vse te freeriderje, norko. To dobro, da slovenščin to govoriva, ker drugače bi jaz po prstih dobil. Verjamem, ampak se to bo šlo hitro v svet. Kako so te pa najdeli pri norkotu? S temi čevlji. Imeli so na Crankworksu nagradno igro za najbolj uničene čevlje Crankworksa in jaz sem imel ene vanske, ki sem jih na roke šival z roznim cvernem, vezalke so razpadale, pač daki so bili, da bi jih danes sam še stran vrgel. In sem dobil, pa so pa v bistvu z Maxem video objavljene 2 meseca kasneje. In so me pokontaktirali, kao, hud video, kje so pa sponzorji, dajmo se mi kaj izmeniti. In tako se je nekako ta zgodba začela. Veš, kaj mi je všeč? Da nisi bičil, da nisi prosil okoli, stari. Furu si užival in lej, prišlo je do tega. Tako. K čemu stremiš, kad delaš in planiraš svoj edit? Neka ideja je v glavi, kaj hočem, kako hočem, da to zgleda in pol se proba to narediti. A je težko malo bolj izstopati v vse teh poplavi videotov? Pa tudi talent level je kar visok, ne? Moraš reči. Ja. Ampak naprimer, ko sem pogledal, da je tega zadnjega, priješ gor, Subaru, skočiš strehe dol. To so taki momenti, ki si človek zapomne za to. To je bila ena od teh stvari, ki je bila naprimer kao malo kreativ, malo dodati, malo nekaj tasga. Po je bilo vmes še nekaj stvari, ki jih ni znesel, da bi zrihtali zaradi časovno in vsega tega, ker to je bilo v bistvu sneman en teden, preden sem jaz šel. Tako da je bilo kar na tajcu vsega, ampak ja, kar v redu. Jacob, zdaj pa razloži ti meni, čisto krnemu racerju, kaj je ta pometanje v freeridu? A veš, kaj jaz vidim, najbolj gladko, najbolj smooth linijo odpela čim hitrej, ne? In to jaz nekako dojimam kot mountainbike tvrkanje. A je to? Tako, to je dosti podoben, ja. V bistvu pač, da malo leti, itak imaš zadnji bolj, kaj ne, malo bolj slik gumo, nimaš glih minjo na zadnji, probaš kaj takega dati zadnji, da malo drsi. Poj pa zabaven, pa malo bolj brez kontrole, ja, ne, ker pač kar naenkrat tebe vse leti in je malo, a veš, vsak se lahko naravno spele. Shut your fucking mouth! No problem, Charlie. Shut the fuck up, you cunt! Ampak, a ti veš, da norko ima horselink lih za to, da umiri zadnji konc. Pa bi mogel ti podpisati s kakšnim oranžem ali pa s cubom. Dobro, ampak, a veš, horsa, no, se tudi kona, veš, skače pa Res to. je? Ne, vse dobro gleda, Sam jaz sem fucking racer, to so pa freerideri. Zdaj si nazaj v Sloveniji. Kaj si v Kanadi pogrešal najbolj slovenskega? Kru. Dejansko ta kru, s katerimi kle furamo, ker je nek hype, ker pač že toliko cajta vozimo skupaj in je res neka družba in je... To je malo falil, vse je fino voziti z vsemi tistimi proji pa vse to, ampak vse ni to una core ekipca ljudi, s katerimi pač že cel life voziš in je... To je manjkalo. Bebe v Kanadi ali bebe v Sloveniji? Oboje je plus kombinacija tega. Plus, Slovenke v Kanadi in obratno. Zelo dobra. Si zelo uspešen lovec in ribič na Tinderju? Mislim, ne vem, kaj je standard uspeha na Tinderju, ampak pač vsak je toliko zacinglat, komu rekel.
Joj, ko takole živiš v Kanadi, furaš tam, kako ti gledaš zdaj na porast freeride scene v Sloveniji? Ful v redu, sploh v teh zadnjih par letih, pa Flat Out Daysi, pa vse to, kar se dogaja, ful v redu začetki. Sam treba bo še malo večjo grupo ljudi narediti, pa še malo bolj pomodernizirati vse skupaj. Sej počas prehajamo na nek nivo, ampak manjka pa še 50 ljudi, ki bo prišlo, pa bo rekel, ja, dajmo to delati. In točno to, se pravi, omenil si Flat Out Days. Tukaj za našo freeride sceno se zelo trudi naš, bom rekel, da če si ti neuradni lastnik slovenske freeride scene, je to podsekretar slovenske freeride scene, Jan Prše. Si mu dal kakšen nasvet, kar se tega tiče? Ja, sva se, zanj so bila kle, dež je padal, zebelno jo je, 4-krat sva skočila, pa po moje sva se 3 ure kle zgovarjala in sva odkrila par novih stvari, tako da za naslednji let, pa za letošnji Flat Out Days so kar dobri plani. Točno to, Flat Out Days 2020, če kdo manjka, to je dejansko največji freeride event v Sloveniji in poka od petka pa do, do nedelje zdaj. 3 dni. 3 dni, modeli! Tale podotiški kiker je, mislim, da je največji kiker v Sloveniji. In to je zate kar relativno, bom rekel, medium size jump. To je rang enega normalnega jumpa, je res, da ta v podotiku je dosti flat, se pravi pač je dosti mellow lip, medtem ko sem bolj vajen, ne vem, strmega lipa, pa glih en tok velik jump. Aha, bolj v luft. Tako. Pa tudi Borovnička se kar razvija, ne? Ja, se premika, zmer več je jumpov, zmer več je trailov, tako da. Stara, veš, da še nisem bil na Borovničkah, ampak to se mi zdi pa po slikah place to be. Ja, gledam me zelo, spreziram, tudi jaz sam sebe gledam, spreziram, ampak naslednji let pridem na Borovničke in posneli bomo eno epizodo, če bojo hoteli. To so bolj inkognito placei. Ja, malo bolj, ampak jaz mislim, da bi se dal kaj izmeniti. Ok, Jacob Hartman, zdaj pa povej, kje se vidiš čez 5 let? Kaj so cilji za naprej? Ja, ta Rampage, pa pač ne vem, imeti neki denarja od bicikla, pa idealno bi bilo spet v nekem kamperško avto živeti, pa se pač voziti malo okrog po Kanadi, pa furati bike cel dan, vsak dan. Ti živiš tak nek novodobni Woodstock. Ja, nek nomadski, novodobni Woodstock 21. stoletja. Ta star, evo, mene res veseli, da sva se uspela dobiti, preden mi zgasneš nazaj v Kanado, ne? Tako da jaz ti želim maksimalno srečo pri vsem, kar boš naprej počel, pa da ti res rata ta 2023 Rampage, ker bom dal svoje žule in kri in znoj v to, da boš imel ti dober line. Ta star, hvala še enkrat, lepo se mej. Enako.